Prvi parfumi, preden je to prišlo na nivo industrializacije, tako kot je danes, so bili izključno iz naravnih sestavin. Vrtnica je kraljica. Vrtnica je prvovrstna ženska rastlina in vpliva na žensko dušo na vse mogoče načine, ki si jih ženske lahko zamislimo. Ja, absolutno. Torej, vse te dišeče zadevice so ne samo dišeče, ampak imajo terapevtsko vrednost. In ko najdeš svojo vrtnico, takrat jo je na nek način treba prinesti v svoje okolje. Včasih v življenju rabimo kakšne take, bom rekla, prelomne trenutke in moja želja je bila ljudem pomagati razumeti to, da pravzaprav to, kar vsi iščemo, je v nas. Nahajam se v dišavnem vrtu, polnem zelišč starodavnih vrtnic, kjer se izdelujejo eterična olja, hidrolati, kjer se izvajajo tudi delavnice o tej destilaciji. In spregovorila bom z Evo Nedeljko, ki je holistično certificirana aromaterapevtka, soavtorica knjige Z Bogom utrujenost 2 in avtorica intuicije v aromaterapiji. Tako da zelo se veselim tega pogovora, ker mislim, da bo koristil čisto vsem, še posebej takim, ki kdaj radi date kakšen parfum nase. Tako da pojdite z mano, da jo spoznamo in spregovorimo o taki sveži poletni temi. Živjo! Vema se objemama. Hvala, ker si naju sprejela. Z veseljem. Evo. Pridi, izvoli. Bova tule. V družbi eteričnih olj in hidrolatov, tukaj res kar diši po sivki. Eva, kje se sploh nahajava? Ja, pozdravljena, Nina. Sva v našem dišavnem vrtu, v Srednjem, nad Bresternico pri Mariboru. V čudovitem kraju, z pogledom na cel Maribor. In to je kraj, kjer mi gojimo zelišča za naša eterična olja in hidrolate, kjer skrbimo za njih, jih sadimo, zalivamo, kadar je treba. Skratka, to je na nek način en del duše našega podjetja. To je v bistvu privat dišavni vrt in gre za butično in trajnostno proizvodnjo. Tako je. Torej, ta dišavni vrt je zaseben vrt. Občasno ga odpremo za kakšne dogodke, kakšne srečanja, ampak to je zgolj po dogovoru in za kakšne manjše skupine. Drugače pa tukaj nastajajo čist na naravni način, ročno gojena, skoraj da brez strojev, razen kosilnice, kaj dosti drugega tukaj ne pride v poštev. Zelo smo striktni pri tem, ker želimo imeti res vrhunske izdelke, brez kakršnekoli kemije, brez česarkoli škodljivega. In tudi, ko smo izbirali zemljišče za naš vrt, smo kar nekaj časa iskali zemljišče okrog Maribora. Potem smo našli pa to čudovito lokacijo, kjer pred našim prihodom sem vsaj kakšnih 15 do 20 let ni raslo nič razen trave. Zato je bil nedotaknjen travnik in to je bil tudi eden od razlogov, da smo izbrali to zemljišče. Jaz bom čisto iskrena, da ko sem pogledala vse te hidrolate, nisem sploh vedela, da obstaja toliko vrst vrtnic. Da tukaj je med nama viktorijanska, pa bourbonska, pa galska, damaščanska in angleška. Ja, jaz sem poleg tega, da imam rada zelišča in eterična olja, sem velika ljubiteljica vrtnic in to starih zgodovinskih sort vrtnic, ki zelo dišijo. In te vrtnice so razporejene v razrede, to je to, kar smo zdaj tukaj prebrali. Damaščanke so samo en od razredov vrtnic. Znotraj vsakega razreda so pa potem sorte, tako kot so učenci v razredu. Katera je tvoja najljubša? Moja najljubša je galska vrtnica, Rosamundi, ki jo tudi destiliram in iz katere imam tudi tukaj na tem vrtu nasad narejen. Torej cirka 30-40 grmov, kar velikih, tako da se nabere dovolj cvetov za destilacijo. In ne samo to, Eva mi je danes ponudila tudi napitek iz vrtnice, tako da uživam v tem okusu. Se pravi, vrtnice se lahko tudi uživajo. Absolutno. Torej, vsaka vrtnica, če je le aromatična, če ni bila kemično tretirana, torej škropljena, gnojena, je užitna rastlina. In se da
predelati na številne načine. Torej, posebej za sladice pridejo v poštev kakšni sirupi, marmelade, sokovi. Da se jo res, res lepo porabiti, no. Kako težko je pa iskreno najti na trgu res to pravo vrtnico? Kakšni so izdelki sicer, glede na to, ne, da sta se z možem odločila za butično in vseeno delata te stare sorte? Ja, zdaj pri vrtnicah, tako kot pri drugih zeliščih tudi seveda je problem, ker večina ljudi, ki se poda v svet destilacije profesionalno, želi dosegati določene donose, ne? To se pravi določene obsege, ki jim zagotavljajo neko preživetje. In kakor hitro si ti vezan na obsege, pomeni, da rabiš velike nasade, da rabiš pomoč za to, da to lahko vzdržuješ, da rastline rastejo brez bolezni, brez težav. In večina velikih proizvajalcev si je pač prisiljena pomagati potem z kemijskimi sredstvi in z stroji. In kakor hitro si pa v tej zgodbi, ne, potem pa tu ni več tiste butičnosti, ki si jo želimo, ni več tiste vrhunske kvalitete in zaradi tega sva se midva odločila, zavestno odločila pravzaprav, da ostaneva majhna, ne. Torej, da delamo v obsegu, ki ga zmoremo sami, z lastnimi rokami, brez pomoči kemije in velike mehanizacije. In to je v bistvu zgodba našega podjetja, ne. Torej, zavestno ostati majhen, čeprav so neprestano izzivi iz vseh strani in ponudbe in pa Eva, ti bi lahko še to, pa ti bi lahko še to. Je, seveda. Tako vse terja svoj čas. Tako, ne, saj bi lahko, ne, ampak kakor hitro prestopiš neko mejo, ne, potem dobiš sicer obseg, ampak pade pa kakovost. In ker je bila najina osnovna usmeritev, da res želimo vrhunske zadeve, ostajamo majhni in v butičnem obsegu. Se pravi, pretežno pripravljata hidrolate, to pomeni, da... Ja, mi naša zelišča, ki jih gojimo na tem dišavnem vrtu, destiliramo in pri destilaciji vedno dobimo hidrolate in eterična olja. Tako da sta to glavna dva produkta, v bistvu znamke Envineo. Tako. In so v bistvu in eterična olja, čistega porekla in... Tako, in eterična olja in hidrolati. Vrtnic in zelišč, ki rastejo tukaj na našem vrtu, ali pa nekaj malega nabiramo v gozdu, recimo jelko ali pa smreko. Ravno to sem opazila, ne, da je tudi jelka, žajbelj od eteričnih olij, pa meta, origano, se pravi sivka, ne, s katero so danes obdani, se pravi so tudi druga zelišča in... Vse je to naše lokalno rastje, lokalno okolje, omejeni obsegi. Mi narediva kakšno destilacijo ali pa dve v ne preveč velikem destilatorju in to je to. In ne samo to, v bistvu ponujata pa tudi izobraževanja, kdaj so tudi delavnice na to temo. Kaj je tisto, kar recimo opažata, da je najpogostejša napaka recimo ljudi, ki pa se trudijo destilirati doma? Ja, predvsem znanje, bi jaz rekla, ne. Torej, destilacija je postopek predelave in za vsak postopek rabiš določeno znanje. Marsikdo poskuša, bom rekla, s pomočjo interneta in knjig, kar je odlično, ne, ampak prej ali slej prideš do nekih podrobnosti, ko pa ti zmanjkajo odgovori, ne, in takrat se začnejo potem težave. Tako da ljudje imajo običajno največ težav na začetku, ko se odločajo o tem, kakšno opremo sploh nabaviti, kje nabaviti, ne. Te informacije, sploh če si pomagate z kakšnimi spletnimi klepetalnicami, so zelo nasprotujoče, dostikrat precej nestrokovne, ne. Tako da tukaj je prvi problem že, kako preko te težave priti. Drug problem je pa potem običajno po predelavi, recimo tudi, če ti postopek nekako uspe, ne, na kak način to potem skladiščiti, kje pustiti zadeve, da bodo trajne, da ne bo prišlo do kvarjenja, ne. Sem ravno hotela vprašati, koliko časa pa zdrži recimo en hidrolat ali pa eterično olje? Kakšni so tukaj roki uporabe? Ja, zelo različni, ne. Eterična olja so precej koncentrirana in imajo dolge roke uporabe, tudi 5-6 let ni noben problem. Hidrolati pa ne, in sploh, če niso dobro in strokovno narejeni, so lahko že po nekaj mesecih pokvarjeni. Kako pa prepoznamo? Verjetno je bolj kiselkast vonj. Ja, zgubijo vonj, okus se pokvari, potem se pojavijo takšne
v tekočini, ne, torej hidrolat mora biti prozorna tekočina, večinoma so takšni kot voda izgledajo in kadar se pokvari, se noter pojavijo kot takšni beli kosmi, neki koščki plavajo noter, ne, torej karkoli je takega hidrolatu, hidrolat ni več uporabni in ga je treba zavreči, ne. Spomnila sem se sicer, da imam doma pa bezgov sirup, ki je dobil kosme. Ja, ta je pa še v redu, ali ni v redu? Najbrž ne. Okay, hvala. Da še sproti kaj uporabim, ga vprašam, ne? Da ne bomo pili kaj. Kakršnikoli dodatki niso dober znak. Kako pa lahko en povprečen človek prepozna, a gre za ponaredek ali gre za nekoga, ki res naredil ekološko tako pravo stvar? Ja, tako bom rekla, pravzaprav samo po okusu in vonju je izredno težko, ne. Torej, če nisi res izkušen na tem področju, ne, še jaz bom rekla, da brez nekih dodatnih znanj ali pa vedenj bi težko dala roko v ogenj za čisto vsak izdelek, ne. Ogromno je ponaredkov. Sploh pri eteričnih oljih, pri dražjih oljih recimo, ne, se mešajo, falsificirajo sestavine in tako naprej. Tako da najboljše je potem se zanesti na preverjene proizvajalce, torej malo se podučiti, kateri so proizvajalci eteričnih olj, ki se jim da zaupati, ki imajo certifikate. Drug način je pa seveda, da delaš sam. Ja. Ali pa da neposredno poznaš nekoga, ki dela v tvoji bližini, podobno kot hrana, ne. Torej paradižnik z babičinega vrta je gotovo vreden vsega zaupanja, čeprav nima mogoče vseh certifikatov, ki jih ima neka hrana pač v kakšnem večjem centru, ne. No in ravno to želimo ponuditi v bistvu tej skupnosti, a ne, zato imamo tudi take goste, da vam prihranimo ves ta čas raziskovanja in ugotavljanja, kaj je vredno vašega zaupanja, tako sem danes toliko vesela, da smo tukaj in da vemo, a ne, zakaj ne bi podprli lokalno skupnost in zaupali nekomu, ki je tukaj, vemo, da na štajerskem koncu v bistvu predeluje, a ne, take kvalitetne izdelke. Niso pa vsi te izdelki samo tako za neko lepotičenje, ne, ampak imajo v resnici vse te vonjave tudi nekakšen vpliv na psiho, nekaj, kar si zapisala tudi v svoji knjigi. Pa me zanima, kaj več o tem. Ja, absolutno, ne, torej vse te dišeče zadevice so ne samo dišeče, ampak imajo terapevtsko vrednost. In to je en del te zgodbe, ki je mene, bom rekla, toliko globoko potegnil v aromaterapijo. Torej aromaterapija se zelo resno ukvarja z učinki eteričnih olj in hidrolatov, tako na fizično telo in na naše fizične bolezni, kot tudi na psiho, ne. Torej to je poseben del aromaterapije, je, lahko bi rekli temu psihološka aromaterapija, ker namreč številne znanstvene študije kažejo, da imajo vonji, torej preko čuta voha, preko vohanja, izjemno globok vpliv na limbični del naših možganov. In to je najstarejši del možganov, ki je odgovoren za naše avtonomne reakcije, torej tisto, na kar nimamo vpliva, kar je naš operacijski sistem, če rečemo z sodobnimi besedami. In to je recimo stres, naše reakcije v stresu, naše čustvovanje, spomin, spanje, koncentracija, torej zadeve, ki jih vsi tako ali drugače rabimo za funkcioniranje v našem vsakodnevnem življenju. In teh funkcij se da dotakniti s pomočjo izbire pravih vonjev, ki morajo biti seveda vrhunske terapevtske kvalitete. To je bistvo te zgodbe, no, in pa na pravilen način, dovolj dolgo obdobje in se da torej za takšnim vztrajnim vohanjem spremeniti marsikatero težavo ali pa nevšečnost, ki jo imamo na teh področjih, ne. Imava kakšen primer od kakšne osebe, ki je poskusila take stvari ali pa kakšno konkretno težavo, mogoče za katero je vrtnica še posebej znana, da lahko mogoče olajša ali pa pripomore ali pa ne vem, preventivno tudi deluje, ali je treba kupiti knjigo? V knjigi seveda je kar nekaj napisano, ampak se že iz splošnega, bom rekla, vedenja, ki je med nami o vrtnici, se da marsikaj potegniti, ne. Torej, vrtnica je kraljica. Vrtnica je prvovrstna ženska rastlina in vpliva na žensko dušo na vse mogoče načine, ki si jih ženske lahko zamislimo. Še posebej na težave, ki prihajajo iz srca. Torej čustva povezana z srcem, žalost povezana zaradi, ne vem, izgube ljubezni,
odtujenosti, takšne zadeve, vrača toplino, radost, veselje. In že sem to, da imaš vonj vrtnice, si ga mogoče malo poškropiš okrog sebe, vdihneš, ti v hipu spremeni razpoloženje. Pa če se tega zavedaš, torej če počneš to zavestno ali pa ne. V resnici ne vem, če poznam žensko, ki ne bi uživala v vonju vrtnice. Ne? Se popolnoma strinjam. In tudi za poletne dni, no toliko pa vem sama, tudi hladi. Ne? Tudi. Tako da sem že kot darilo tudi že prejela prav čaj iz vrtnice, ker je za poletje še toliko bolj prijetno. Pa ko ravno govoriva o srcu in srčnosti, sem se spomnila tudi na našo Sanjo. Vem, da sta ogromno sodelovali, ogromno nekih delavnic prirejali. Skupaj imata posnet tudi spletni program. Kaj več o tem sodelovanju, o spominu na Sanjo, ja. Ja, tudi naju Sanjo so pravzaprav povezale vrtnice. Srečali smo se tukaj v bližini in ko sem jaz Sanji povedala zgodbo mojih vrtnic, je to takoj pritegnilo, prišla je k meni, jih pogledala in potem smo začeli sodelovati na tem področju. Tako da smo delali delavnice o vrtnicah, bilo je krasno obdobje, moram reči. Ogromno sem se naučila od nje. Ona je bila en poseben človek, no, ne vem, po moje, če sem 5 takih ljudi srečala v celem svojem življenju, ki ni tako kratko. Tako da, res je bila človek, s katerim je bilo veselje z njim sodelovati, se učiti od nje. Imela je en naravni dar nekega povezovanja, mentoriranja, vsebine je dojela takoj, v trenutku jih je razporedila v prave predalčke in tudi znala je spodbujati na pravi način. Tako da moram reči, da je mene prav ona spodbudila, da sem šla na to pot, na kateri sem zdaj. Torej na to pot samostojnega dela z zelišči, z aromami, z predavanji, z pisanjem knjig. Pravzaprav sem na nek način sledila njenemu zgledu, čeprav seveda jaz nisem Sanja, ampak je kar, bom rekla, da je bila en svetilnik za marsikoga, ki je kazal pot, po kateri se da hoditi na tem področju. Sanjo pa sta posneli tudi tečaj pripravki iz vrtnic za dušo in telo. Kaj učita v tistem tečaju, kje lahko mogoče naši poslušalci nadaljujejo to raziskovanje, če jih še bolj specifično zanima o vrtnicah? Ja, res je. Ja, moram reči, da je to bilo moje prvo snemanje pred kamero na tem tečaju, tako da sem izredno ponosna na njega. Najdete ga, mislim, da na spletni strani Samooskrbnih. Govori pa v bistvu o različnih pripravkih iz vrtnic, ne. Torej, jaz sem Sanji takrat pomagala z predstavitvijo destilacije vrtnic, z učinki rezultatov, se pravi z uporabo hidrolatov, eteričnih olj. Sanja pa je potem dodala še druge vidike, torej uporabo v kulinariki in pa druge izvlečke iz vrtnic, ki imajo res fenomenalne moči. Kaj je tvoja najljubša jed? Kateri lahko dodaš vrtnice? To pa je zelo, zelo lepo vprašanje. Torej, jaz rada pripravim vrtnični sirup. Vsako leto ga delam, ker ima tako lepo barvo. In ta sirup potem uporabljam običajno za prelive sladoleda ali pa kakšne rolade, kakšne take smetanove. In takrat si kar dam duška, bom rekla. Ni pa tale knjiga Intuicija v aromaterapiji edina. Si tudi soavtorica članka v knjigi Z Bogom utrujenost. In avtorica kar mnogih člankov, ki so išli tudi v reviji za zdravje.net. Kaj od teh člankov recimo ostaja ali pa katero sporočilo si ga vsa ta leta želiš nekako prenašati naprej na ljudi? Ja, res je, pravzaprav pišem članke od začetka sodelovanja z Sanjo, že to mislim, da je bilo leto 2021. In če bi me zdaj vprašala, koliko jih je bilo, a veš, da ne vem, nisem jih preštela. Vsak posebej mi je bil zelo všeč. Morda najbolj tak izdušen napisan je bil pa članek o tem, kako najti svojo vrtnico. Pa pravzaprav niti nisem vedela, da bo tako, ko sem ga začela pisati. V mislih sem imela tak tisti klasični scenarij, poglejte barvo, tla, korenine in tako naprej. Ampak bolj, ko sem pisala članek, bolj sem prihajala do tega, da je pravzaprav, če hočeš res najti svojo vrtnico,
treba vključiti čutenje in rastlino začutiti. In ti vsa teorija, v bistvu ne bom rekla, da ne pomaga, ja, saj je neka opora, ampak treba je iti med vrtnice, treba se jih je dotakniti, treba jih je zavohati, ne? In ko najdeš svojo vrtnico, takrat jo je na nek način treba prinesti v svoje okolje. In jaz vedno pravim, da bi vsaka ženska morala imeti svojo vrtnico. In zato me je ta članek, ko sem prišla do tega zaključka, mi je dalo toliko misliti, da me je to pravzaprav spodbudilo, da sem začela pol razmišljati še o knjigi, ki je nastala, ne? Intuicija v aromaterapiji. Posledica tega torej. Ja, to je bil taka iniciacija, taka drobna, ker sem se zavedla, koliko je pravzaprav pomembno to čutenje, ne? Pa kakorkoli ga imenujemo, čutenje, občutek, intuicija, feeling, če hočeš sodobno. Ja, v bistvu čutiš že vse vejo, ne? Tako, naše telo ve vse, ne? In tisto, kar začutiš, pri čemer ti zaigra srce, tisto so stvari, ki bi jih morali imeti v svojem življenju. Ker te verjetno podpirajo, te dajo na višjo vibracijo, ker si tako srečen, v samem enem vdihu lahko. Tako, na čist preprost način, brez dosti filozofije in ne vem kakšnih treningov. Ko začutiš to veselje, to radost, je to dejansko ena taka spontana pot naprej, spontan dvig vibracije. In ko to začneš čutiti, se začneš spreminjati. In to je pravzaprav to, kar si želimo, ne? Postaneš bolj zadovoljen, bolj sproščen, srečen, ne? Seveda pa marsikdaj to pomeni tudi kakšno spremembo v življenju potem, ne? Ampak na boljše. No, zdaj si mi dala cilj, tako da absolutno, ko pridem domov, si bom zadala, da tudi sama poiščem svojo vrtnico, ne pa da imam samo to od lastnikov hiše, ne? Ko smo kupili, ampak da izberem tudi svojo. Slišala pa sem, da si prej omenila, da so tudi Sanjine vrtnice tukaj pri tebi. Ja, to je bila ena taka lepa zgodba, ne? Na začetku najinega sodelovanja je Sanja prišla na moj rožni vrt, ki ni tukaj, je na drugi lokaciji. In se mi je rekla, takrat sem jo peljala po vrtu, njej so bile zgodovinske vrtnice takrat nove, naj izbere vrtnico, ki ji je posebej všeč. In zanimivo, izbrala je točno tisto, ki jo imam jaz najraje. Res? In potem se mi podarila cepiče, torej vejice te vrtnice, pa sem rekla, Sanja, razmnoži si, da jo boš imela. In njej je to odlično uspelo, cel vrt so je tam en del prerasle. In lani oktobra, oziroma predlani oktobra, ko sem bila nazadnje pri njej, je rekla, Eva, meni so se tvoje vrtnice toliko razrasle, a ti jaz lahko dam to nazaj? Jaz sem rekla, seveda, jaz imam na dišavnem vrtu toliko prostora in mi je izkopala te potomke mojih vrtnic, ki so zrasle na njenem vrtu in zdaj rastejo tule spodaj, v tem krogu, tole je Sanjina greda, ko bodo še malo zrasle, bom dala še kakšno tablo gor narediti in mi je to vsakič, ko pridem tule gor, spomin na Sanjo, torej živ spomin na Sanjo. Lepo. Slišala sem pa, je to mit, da stare vrste vrtnic cvetijo le enkrat letno. Ali obstajajo tudi kakšne, ki večkrat in kako človek najde toliko motivacije, da čeprav samo enkrat letno cveti, da se toliko ukvarja s tem? Ja, to pravzaprav, če bi gledala s temi našimi klasičnimi, razumskimi očmi, bi rekla, da tu ni obrazložitve za to. Tako da je nima smisla iskati, ampak tu se spet tam, kjer sem rekla prej, ne, na čutenju. Ne. Torej, ko najdeš tisto, jaz osebno sem našla vonj v vrtnicah. Ne. Torej, vonj je bil tisto, kar me je pred cvetovi in vsem ostalim potegnilo v to. In ko enkrat začutiš ta vonj, potem sploh ni vprašanje, zakaj se s tem ne bi ukvarjal, ker resnično večina starih vrtnic cveti samo enkrat. Nekaj malega, en razred portlandske vrtnice recimo, da podsvetajo, ampak tisto podsvetanje je zelo skromno, mogoče 20-30% tega, kar je v prvem cvetenju. In če bi tako pogledala, bi res rekla, zakaj se ukvarjaš s tem. Ampak jaz na mojem vrtu uspevam to cvetenje raztegniti na obdobje skoraj 2 mesecev. To pa zato, ker imam toliko vrtnic, preko 100 sort imam že, ki nikoli ne cvetijo vse naenkrat.
torej cvetijo ena za drugo. Zanikom. Ne? In tudi vsi cvetovi na enem grmu se ne odprejo naenkrat, ampak se odprejo v enih Postopoma. tako 3 do 4 rečemo korakih in potem se to raztegne. Ne? Torej, če se šteješ to, da cvetijo v različnih obdobjih, da se kar nekaj časa odpirajo cvet za cvetom, je na mojem vrtu kaj za pogledati recimo od začetka maja pa do zdaj, do konca junija je bilo. Ne? Okay. To pa ni več tako malo. Ne? Ja, pa sem pa tudi pomislila, da za današnji čas je pa mogoče tudi to ena krasna lastnost za gojiti, da ni vedno vse na voljo, da je treba urice v potrpežljivosti, na koncu to bolj cenimo, ko se pa res zgodi in ti zacveti in plod enega dela in vidiš, da tudi vsaka stvar terja svoj čas. Ne? Točno tako. Mogoče je za mene bila to v tistem obdobju, ko sem začela s tem, tudi ena potrebna lekcija za prestop iz tega naučenega materialnega življenja v neke druge zadeve. In meni je pravzaprav vrt dal ogromno znanja. Ogromno spretnosti, ogromno nekih spoznanj, ki sem jih dobila skozi praktično delo z vrtnicami. Jaz sem recimo eno obdobje na začetku, ne vem, kaj mi je bilo, odkot je to prišlo, ampak jaz sem vrtnice obrezovala brez rokavic. Vseh mojih 100 grmov. Okay. In moj cilj je bil vsako leto na koncu obrezovanja prešteti trne v rokah in biti vsako leto boljši. in dejansko funkcionira, ker v bistvu, če se skoncentriraš in se naučiš, kje moraš vrtnico prijeti, da te ne ubode, fokusiraš svoje misli, v bistvu je ena oblika meditacije, če bi tako rekla. Gre. Kakor hitro pa začneš hiteti, danes imam pa 2 urci časa, pa moram porezati teh 16 tukaj. Ne bo šlo, ne? Končaš takole z napikanimi prsti. In je ena fajn metoda, vsaj za mene je bila. Iskreno mi je tudi to všeč pri vrtnici, da je tako divja, še zmeraj tako lepa in elegantna in ko dobim kakšno iz cvetličarne, ki jo odrežejo vse te trne, se mi zdi, da je pa ravno to njena posebnost, da je tako še vedno tako lepa, da je opasno lepa, da je treba tudi z njo pazljivo rokovati. Torej, če hočeš priti do zaklada, je včasih treba preko trnja, pri vrtnici dobesedno. Tako. In ravno to vprašanje imam še, glede na to, da si omenila 100 vrst nekih starodavnih vrtnic. Iz kje pa znanje, kako to obrezovati, glede na to, da prvo to niso več vrtnice, ki bi jih imel vsak. Kako si prišla do vsega tega znanja, kako s katero v bistvu ravnati? Jaz sem ogromno časa vložila to. Torej, ogromno sem brala, ogromno sem študirala, potovala sem po vseh rožnih vrtovih praktično, obiskovala delavnice, srečevala ljubitelje, vzgojitelje. Ampak na koncu z vsem tem svojim znanjem, se da najti v knjigah, pa na internetu. Na koncu za vsem teoretičnim znanjem stojiš pred svojo vrtnico, pred svojim grmom, ki je ponorel, ki visi na vse strani in se sprašuješ, kateri pristop od tistih, ki si jih pribral, bi uporabil. In takrat se potem spet vrneš na to, kar me ves čas uči moj vrt. Torej, zanesi se na sebe, na svoje občutke, preizkusi različne metode, ker namreč niti 2 sorti ne reagirata enako. Ena sorta ima rada, da ji pustiš daljše veje, druga sorta želi, da jo porežeš na kratko, tretja si želi, da jo upogibaš, četrta ti zameri, če jo upogneš, ali pa ti dovoli samo vsako drugo, tretje leto. Da so tako polne življenja, vsebnosti rastline. In pri meni se je to končalo s kupom nekih zapiskov, kaj sem kdaj naredila, s katero vrtnico. Pa še zdaj ne bi mogla reči, po skoraj 20 letih že, da poznam res v detajle čisto vsako vrtnico. Kdaj bo pa taka knjiga išla? Razmišljam. Ker mislim pa, da je to že na svetovnem nivoju ena taka publikacija. Pa, kaj pa vem, pravzaprav moram začutiti, bom rekla. Torej, ko sem začela to knjigo pisati, se mi je zdelo, da prav moram, prav čutila sem jo. Zdaj, ko je zunaj, je mogoče nastala ena praznina in ko bom spet začutila neko potrebo, bom vsekakor se lotila neke zgodbe spet. Zdaj predstavljam si, glede na to, kaj smo vse spregovorili, koliko je težko vse to vzdrževati, skrbeti za to, da je pa
za en hidrolat v resnici rabi človek ogromno vrtnice. To ni tako mala količina. Seveda, mislim, to z enim samim grmom ne gre. Ne? Ne. Pri meni je tega kar nekaj, precej je dela, tako da moram reči, da imam zlatega moža, brez njega bi bilo težko vse skupaj, ne? Ker kljub temu je pa destilacija in nega vrta je pa en del je gotovo fizične dejavnosti, ne? In ženska sama je včasih premalo za kakšne zadeve, tako da sem zelo hvaležna, da imam pomoč. Drugače pa ja, predvsem pa mora biti entuziazem. Ne? Brez tega pa tukaj ne narediš nič. Če bi človek samo sešteval vrednost ur in materijala in vsega, kar vložiš v to, odnehaš zelo hitro. Ne? In tudi dosti jih odneha zaradi tega. Ne? Si mislim, koliko recimo približno hidrolata dobi človek iz, ne vem, kile vrtnic, ali kako se to šteje? Koliko vrtnic je potrebno, ne vem, za liter hidrolata? Recimo, če bi tako rekla, za en liter hidrolata, tako kot jaz to delam, torej jaz dam zelo dosti vrtnic, ker želim, da je močen, aromatičen hidrolat, približno 2 kilograma cvetov. In zato, da dobim 2 kilograma cvetov, poberem cvetove recimo iz enih 30 grmov. 30 grmov? Ampak to je eno cvetenje, ne? Torej ti grmi, tako kot sem rekla prej, cvetovi ne zacvetijo vsi naenkrat. Torej to lahko naredim potem recimo 2 do 3 krat, destiliram cvetove teh grmov in to je potem to za eno sezono. Ja, verjamem, da si marsikdo ne predstavlja, verjamem pa tudi, da je marsikdo med vami že, ki obožuje vrtnice in ki jih že redno obrezuje in že redno skrbi za njih. Jaz imam tudi med drugim sosede pri sebi, ki so navdušenci in sploh nisem vedela, da obstajajo društva, posebej, ki se s tem ukvarjajo in da mi je bilo danes zanimivo, ko smo se pogovarjali, da si se pa njih vrnila iz enega sejma, hodiš tudi po tujini v bistvu, na razne prireditve v zvezi z vrtnicami. Ja, še vedno hodim v tujino pogledati razne razstave, razne dneve rožne, obiskujem rožnike, da smo bili ravno pred kratkim v Nemčiji, v Zengerhausenu, ki je največji rožnik na svetu. Tako da to so v bistvu kombinacije izobraževanj, občudovanja lepote, uživanja, vse skupaj. No? Vsakič se nekaj naučiš in vidiš nekaj novega. Lahko tudi poslušalci pridejo na kakšen tak dogodek, na kakšen tak izlet, organizirata tudi za odprto za publiko, ki lahko posledijo, recimo, kdaj se odpre kakšno mesto za tak izlet. Seveda, tudi pri nas smo imeli na našem rožnem vrtu letos, mislim, da 8 dogodkov, plus še izleti in potovanja, tako da če nam želite slediti, se lahko prijavite na naše e-novice, pa dobite potem v vaš poštni nabiralnik, objavimo kak mesec, 2 prej, tako da je dovolj časa za prijavo. In nazadnje ste tudi pogledali neke porcelanaste, ne? Ja, nazadnje, ker zdaj nas je že kar nekaj, ki te stvari počnemo že nekaj let in se naši interesi širijo in smo ogledom rožnega vrta dodali ogled tovarne porcelana, kjer delajo čajne skodelice z rožnimi vzorčki. Ja. In potem smo šli še v opero, ki je bila tudi krasno dekorirana na koncert Vivaldija, 4-letni časi. In nadaljevali v rožnem vrtu in v parfumerijah, tudi v parfumerije hodimo včasih na izlete. Ne? Tako da smo povezali to področje vonjev, vrtnic, destilacij, na različne načine, ne? Torej preko izobraževanja, vsakič naredim jaz zraven tudi kakšno predavanje, ljudi malo izobrazim iz tistega področja, kamor gremo, pa poskrbimo, da nam je lepo, da nam je prijetno, da vidimo nove stvari. Super. Parfumov pa sicer ni v ponudbi, a je lahko parfum se dela tudi iz eteričnega olja, vrtnica ima svoje eterično olje. Seveda. In se potem v bistvu iz tega dela parfum. Seveda, torej prvi parfumi, preden je to prišlo na nivo industrializacije, tako kot je danes, so bili izključno iz naravnih sestavin, torej iz eteričnih olj. Tako da še danes se dajo narediti naravni parfumi. So sicer precej redki v prodaji, redko kateri parfumer se tega loti, ampak tisti, ki pa so pa vrhunski, ne? Ker to je potem v bistvu ne samo namenjeno estetiki, ampak ima tudi terapevtske učinke na nas.
vsakič, ko si tak terapevtski, kvalitetni parfum damo na sebe, vplivamo na naše razpoloženje, na našo psiho. Ne? Jaz pa neprestano dobivam reklame po socialnih omrežjih, kako nevarni so te današnji parfumi, koliko je to v bistvu škodljivo in za vdih, in da ima take stranske učinke in za dihala. In se mi zdi, da dostikrat, ne vem, vidim ta mlada dekleta, ko obožujejo parfume, pa v bistvu sploh ne vejo, kakšni vsi mešanice, kaj so vse noter, in zato mi je všeč tale debata, da v bistvu včasih se je to začelo z eteričnimi olji, in ko mi je zadnjič prijateljica ponudila parfume, ker se sedi v tujino, sem mi rekla, ne, jaz sploh parfumov ne uporabljam, in sem mi rekla, če že kaj hočem dišati, potem si dam kapljico eteričnega olja, in to mi je povsem dovolj in to mi je všeč. Ostalo pa ne maram. Ja, popolnoma pravilno, in vedno več ljudi razmišlja na ta način, ker sodobni parfumi so v bistvu čist sintetični, ne? Kar pa na nek način je treba razumeti. Ne? Torej, včasih so bili parfumi ekskluzivna zadeva, ki je bila dostopna samo plemstvu, ker so bile te sestavine toliko drage, to se je uvažalo nekje iz Bližnjega vzhoda, karavane so tovorile dišave, in to so bile najdražje v bistvu dobrine, ki so jih poznali. In šele z industrializacijo, torej to je bilo nekje konec 19. 20. stoletje, smo z vsemi temi sintetičnimi ponaredki prišli do tega, da je cena parfumov toliko padla, da so postali dostopni širokim množicam. Ne? Ampak nažalost, tako kot pri drugih stvareh, je to pomenilo potem padec kvalitete. Ne? Torej, sintetični parfumi nimajo nobenega terapevtskega učinka, niti najmanj nam ne bodo pomagali delovati na naše možgane, oziroma če že kvečemo, ne bodo pomagali, ampak ravno obratno. Otežili, ne. Tako, ne. Tako da, če je le možno, je boljše, da imamo okrog sebe neke naravne zadeve, ne. In tudi, če nismo mojster parfumeristike, se jim najdemo stvari, lahko so enostavne zadeve, enostavni vonji, ne. Ne rabimo študirati nekih teorij mešanja, se vpisati v neke drage študije parfumeristike. A veš, ne, mislim, za naše domače potrebe, za svojo dušo predvsem, ne, je treba stvari predvsem začutiti. In rečemo, da sem zdaj jaz prepričana, kupljena, kako se reče, kako naj začnem. A se lahko v dišavnem vrtu pri tebi kupi podtaknjence, ali katera sorta vrtnice je taka za začetek? Kaj lahko naredim? Ja, jaz bi ti na začetku vsekakor priporočala malo raziskovanja. Ne? Torej greš na par izletov, na par obiskov različnih vrtov, vohaš vrtnice, povohaš različne hidrolate, eterična olja se dajo ravno tako kupiti, da se iti na kakšna potovanja, recimo v Bolgarijo, v dolino vrtnic ali pa v Maroko ali kaj takega, da dobiš tisti prvi stik z vonjem vrtnic. In ko zaznaš ta von, začneš časoma potem tudi zaznavati nianse in jih lahko začneš selekcionirati. To je en proces, ne, ki ne sme ti biti škoda časa za to, to je tako kot vsako drugo učenje, ampak ko daš ta proces, ki je lahko, ne vem, par mesecev, lahko je par let, boš na koncu našla nekaj, kar ti bo res všeč. In tisto, kar ti bo res všeč, potem poskrbiš, da imaš nekje okrog sebe na nek način. Ali kot rastline, ali če najdeš kakšne izdelke, ki so naravni in ki so točno za tebi na kožo pisani. Skratka, nekje po občutku in po zdravi pameti se te zadeve lotiš, ne? To mi je najbolj fascinantno pri teh podcastih, ker si jaz vedno predstavljam, da mi bo gost dal res direkten napotek, in to se zdaj eno parkrat zgodilo, ne vem, koliko ste nas spremljali, če še niste, poglejte tudi epizode za nazaj, in kako vem, da je res kvalitetno, je vedno tale odgovor, ne, ni enoznačnega pravila in mi ne želijo dati, ne, kupi to, naredi to, ne, vedno je to v bistvu raziskovanje, za vsako stvar si je treba vzeti čas, za vsako stvar je treba začutiti, najti način, in pa se tudi sama spomnim, da ponavadi, ko sem vedela, kaj želim, potem mi tako življenje prinese in naredi tako, da v bistvu, ne? Ja, ne, takrat, ko najdeš, takrat je pa treba se odpreti, ne vklopiti tistega črvička, ne, joj, pa saj to pa ne gre, to pa ni v redu, ne? Ja. Torej, pustiti čutom, da nam povejo, kaj je tista prava stvar, ne? In zelo rada vprašam tudi na koncu malo bolj tudi kakšno osebno stvar, pa bom to povezala s tem, da nikoli ni prepozno, a ne? Zato, ker tudi ti, če smem izdati, a ne, si v bistvu magistrica poslovodenja in niso bile vrtnice
čisto prva stvar, ne, s katero si začela svojo kariero? Kdaj se je to prebudilo? Ja, čista resnica. Jaz sem prej živela v čisto drugem svetu, pisarne in podobne zadeve. Dejansko je velik vpliv na mene imela nesreča, ki sem jo imela leta 2009. Poškodovala sem si hrbtenico in je bilo potem eno izredno dolgo obdobje rehabilitacije potrebno za to, da sem poškodbo sanirala. In to je bil čas, v katerem sem jaz pravzaprav prvič v življenju imela čas za sebe. Ker namreč morala sem ležati, torej bilo je strogo ležanje, nisem smela niti sedeti, ničesar. No, in takrat sem ugotovila, da imam neskončno dosti časa za študij vsega, kar zanima mene. In takrat se je potem odprlo, ne? In vrtnice, in vrt, in vse ostalo. Tako da včasih v življenju rabimo kakšne take, bom rekla, prelomne trenutke, da ugotovimo, kdo pravzaprav smo, kaj si želimo, kam nas naj pelje naprej. In meni je to obdobje izredno dosti dalo, čeprav je navzven mogoče izgledalo popolnoma neproduktivno, torej v bistvu ležanje na postelji, ampak kar se je znotraj mene dogajalo, je bila pa revolucija. Wow. In tudi, če se kdo od poslušalcev ta trenutek nahaja v kakšnem takem procesu, mogoče za spodbudo, ne? Da so tako, da se vsi kdaj najdemo in da je to res odskočna deska. Ne? Tako. Sicer pa imaš 2 otroka, odrasla, že s svojimi otroci, to pomeni, da si tudi že babi. Tako, 3 vnučke imam. 3 vnučke. Ja, krasne. Pravo veselje so vsi skupaj, pridni, res. Se mi zdi, da je življenje polno, ne, na tak način, ker se neprestano nekaj dogaja. In tudi otroci se z mano veselijo tega, kar počnem, čeprav niso neposredno vključeni, ampak sploh odkar se je začelo mogoče to malo bolj moje javno življenje, kar prej niso bili vajeni pri meni, ne, s kakšnimi javnimi nastopi, pa knjige, pa to, ne, pa tako kar prisluhnejo, pa komentirajo, pa kaj pomagajo in tako. Tako da je kar, nas je tudi to povezalo, bom rekla, je fajn. Eva, kaj pa je pol prosti čas? Še poznaš to besedo? Poleg vrtnic, otrok, vnučkov. Pravzaprav je vse prosti čas. Vse prosti čas. Torej, ni več službe, ni več tega, kar je bilo prej. Služba je to sem pa jaz in prosti čas, da je to vse skupaj eno. No. Jaz dejansko živim takšno življenje, kot sem si ga želela, čeprav navzven zgleda polno dela, obveznosti, pomanjkanja časa, ampak navznoter je pa mir, je pa sreča, je pa veselje, da delam to, kar delam in ne bi šla več nazaj v pisarno, niti slučajno. Ja, ob takih čudovitih prijateljicah, ne, rastlinah, verjamem, da ne. Če zaključiti še z eno mislijo, mogoče iz knjige, ali pa o knjigi, ali pa o poglavju, ali pa, ne vem, nekem sporočilu. Da je bil moj namen, zaradi katerega sem se lotila tega, pravzaprav ljudi spodbuditi k temu, kar smo že nekajkrat omenili, torej k čutenju, ki ga lahko imenujemo tudi intuicija, ker se mi zdi, da je to tisto, kar nam v sodobnem življenju izjemno manjka. Torej, vsi iščemo nek mir, neke odgovore, neke resnice, ampak po pravilu izven sebe. Iščemo neke knjige, neke mojstre, tečaje, delavnice, karkoli. In na koncu, če ti uspe, ne, prideš do tega, da pravzaprav vse to, kar iščeš, že imaš. Da vse to že v tebi. Samo dovoliti si moraš, da to začutiš. In takrat se življenje spremeni. Takrat začneš živeti povezan z naravo, z vrtnicami, z zelišči, z čemerkoli, kar je tebi blizu, kar je v tebi. In moja želja je bila ljudem pomagati, razumeti to, da pravzaprav to, kar vsi iščemo, je v nas. Vsakem na svoj način, čisto vsi imamo to, ne? Rodimo se s tem, ampak naše življenje nas dostikrat odtuji od nas samih. Ja. In to, kar jaz počnem, je bila v bistvu na nek način moja pot vračanja k sami sebi. Tako. Ja, Eva, hvala za ta čudovit pogovor, za predstavitev v bistvu čudovite znamke, res takih kvalitetnih, butičnih, trajnostnih, za dušo, ne?
zdravilnih terapevtskih izdelkov, tako da jaz želim, da te najde čim več poslušalcev, najde pot do tebe ali prek tečaja na portalu Samooskrbnih ali preko izletov, ki jih prirejaš, ali pa kje se lahko kupi izdelke. Na naši spletni strani. Tako, ali pa pri nas, na našem sedežu. Tako da bo zagotovo zelo hvaležna, če jo podprete in s tem podprete tudi sebe, si privoščite nekaj res tazga fajnega za dušo. Tako da hvala še enkrat za danes. Hvala tebi za ta čudovit in sproščen pogovor, mi je bilo res v veliko veselje. Tudi meni.